Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Pred nami je še zadnje dejanje 24. kroga prve lige Telemach in to dejanje bo nekako tudi svečano. Pred nami je namreč obračun med Bravom in Celjem, ko danes v Ljubljani obeležujejo 20 let, odkar so v Spodnji Šiški ustanovili nogometni klub Bravo. Tole so rezultati 3 doslej odigranih tekem, vemo, zaradi propada Domžal 5 tekem več do konca sezone ne bo v posameznem krogu. Primorje Olimpija 0-2, Maribor Radomlje 2-2, Koper je na prvi današnji tekmi suvereno s 3-0 premagal Muro. Zdaj pa torej še dvoboj Brava in Celja. Torej lestvica, ki nekako ponazarja, da so pri Bravu izbrali kar pravšnjega nasprotnika za obeležitev svojega praznika. Celje je vodilna ekipa prve lige Telemach, Celje je tudi še slovenski evropski predstavnik, ko se je uvrstil med 16 najboljših tudi letos v konferenčni ligi. Vjeto Josifov preigrava in podaja v kazenski prostor, Likar je izboksal. Potem pa je žoga prišla do Kvesiča tega obračuna. Zozi Navdulin, Zozi podaja pred vrata, tole je spet nevarno, Babula! Teškina s ključnim posredovanjem. Avo Nuhanović, podajalec v kazenski prostor, tole je nevarno in gol! Kar se je napovedovalo, se je zdaj uresničilo. Falou Faye za vodstvo Brava v Stožicah z 1-0. Celjani so tole tekmo res odprli na najslabši možen način, povsem obratno pa velja za Bravo. Dober uvodni impuls Šiškarjev je zdaj dobil tudi rezultatsko potrditev. Sluga dolgo časa ni branil, zdaj pa je hitro tudi moral po žogu v svojo mrežo. Da si pogledamo še enkrat, odlična podaja Nuhanovića in potem sijajen skok Fayeja. Ivan Majevski bo že v polčasu verjetno naslovil vprašanje na svoje varovance. Kje ste bili in kaj ste počeli ob tej prekinitvi, kajti Faye je imel odločno preveč prostora in časa, da je tole zaključil, pri čemer pogledajte tega fanta. Dobro postavljeni Šiškarji. Faye, tole bo še enak težko držal korak s Fayejem, Pečar, Babula, pa še enkrat Faye, Babula v kazenski prostor, zelo lepa akcija Brava, ki se nadaljuje, Babula! Mimo vrat Babula. Tudi še pajočega koraka, očitno z njegovo levico, vendarle ni vse v najlepšem redu. Neto išče prostor, zdaj Neto, močno to da mimo vrat. Proti Avduliju, Josifov ima pred seboj veliko prostora, Josifov, brani Likar. Vidović preigrava in podaja v kazenski prostor, to je Bibuje odbil, Kvesič, tole je lahko nevarno in na koncu mimo vrat Milot Avduli. Sem prepričan, da bo Kvesič neposredno udaril proti golu Likarja. Kvesič močno, to da kar precej nenatančno. 2 minuti igra še v prvem polčasu. Stora, levo je Stanković, desno Babula, hitrejši od Neta. Nič. Ovrlič je takoj odmahnil. Morebitno igro z roko ali pa vendarle. Rdeči karton naj bi pregledovali. Ali na drugi strani tisti start Neta, ko je padel Babula. Ja, tole zdaj pregledujejo. Bi šlo tu seveda za prekršek zadnjega v obrambi. Ja, Neto je zadev po stopalu Babulaja. Tale zorni kot je pokazal, da bo Neto končal s tekmo. Mislim, da je tule dokaz Noverlič dobil. Malce prekratek je bil Neto, videli pa ste potem z tistega prvega posnetka, da je udaril po žogi Babulaja. Zdaj, mislim, da z žogo ni igral. Ja, rdeči karton za Neta. Povsem je zdaj Španec izgubil živce.
Zadnji karton tudi za Tutiškinasa, zdaj so Celjani v popolnem tiltu. Ne vem, vsaj meni se je potem po posnetku res delo, da je Neto zadev po nogi Babulaja. Zadnji obrambi in Novarlič mu je pokazal rdeči karton. Pečar izvaja prosti strel v naročje Sluge. Jasno, teza obrambi Ivanška, tu je Babula. Uspeli se tule žogo odnesti nogometaši Brava, Pečar, Stankovič, 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 Stankovič! 63. minuta, Jakoslav Stankovič in Bravo vodi z 2-0. Krasen zaključek Jakoslava Stankoviča, tole so streli, ki jih ne branita niti dva vratarja in Celjani so zdaj v velikih težavah. 5. gol Jakoslava Stankoviča, res idealen zaključek Bravove 30-tice. Se je zapletalo na sredini igrišča, trčila sta Vuklišević in Ivanšek. Novarlič bo skupaj z VAR sobo tudi tole zadevo pregledal. Potem pa sijajen gol Jakoslava Stankoviča. Oba jutrišnja gosta v oddaji pod prečko danes polno, tako Rojedl kot Stankovič. Tako da bo vzdušje očitno res zelo dobro jutri v naši nogometni oddaji. Nekaj nervoze, predvsem v taboru Celja, kar je glede na rezultat razumljivo. Dolgo traja tale prekinitev. Novarlič pa je dosodil prepovedan položaj, če sem videl prav. Leta se mi kaže še zadnja zamenjava tudi pri Celju. Zdaj Požek Mancaš v kazenski prostor, brani Likar. Kakšna obramba Likarja, Armanda Skučis je imel tule na nogi izenačenje. Lepši slovenski izraz. Podaja pred vrata. To je bi bil mimo gola. Navijače pa je zdaj dobila novo podobo z varnostnimi ograjami. Tole pa je nova priložnost. Ivanšek, odlično, Vuklišević, Babula! Z golove črte Bejger. Celjani so se rešili v 77. minuti. To recimo proti Olimpiji niso zadeli. Sešlar, tole je dobra podaja, priložnost za Celjane. Bravo se je ubranil. Babula zlahka mimo Sešlarja, vključil je turbo pogon, Venust, Babula, ogromno prostora, zdaj za Pečarja, Pečar, to da Sluga brani. Uroš, čestitke za zmago, prišli so Celjani, iz Stožic odhajajo brez točk, vi pa imate na računu nove 3, težka tekma. Na koncu pa je zmaga ostala doma. Ja, ena zelo težka tekma. Celje je pred tekmo bil seveda favorit, imajo izjemno veliko kvalitete. Mogoče se pozna tista njihova četrtkova tekma, da so bili mogoče malce utrujeni. Nas je na koncu nagradilo, lahko bi zmagali tudi s kakšnim golom več, ampak važno, da smo zadnji zadržali 0, da nismo prejeli zadetka. In na koncu še 3 točke, to je to, boljše ne more biti. Boljše ne more biti, ste dejali tudi z vaše strani nekaj odličnih obramb. Tole je bil tudi večer popoldne Uroša Likarja. Pa ja, prve tekme mogoče se mi niso začele v prvenstvu, tako kot bi sam želel, ampak trdo delo, vztrajnost, pa na koncu glava na mestu, malce tudi sreče. In evo, nogometu se vrne. Najlepša hvala, Stečno. Darko, zagotovo ni rezultat takšen, kot ste si želeli. Enostavno, kaj je danes zmanjkalo v Stožicah? Ne vem, mislim, da nam je igra potekla prepočas. Tudi ta zgodnji zadetek nas je malo presekal in pol Bravo, itak nas je čakal na svoji polovici, so bili kompaktni in nismo prihajali do priložnosti. Potem pa še zgubiš igralca, rdeč karton in potem itak en igralc manj. Spet smo prišli do nekih priložnosti, ampak jih nismo izkoristili.
Že v četrtek nova tekma, je to zdaj verjetno dobro, da se nekako hitro resetirate in v boj za nove točke. Ja, dobro, da je tekma že tako četrtek, imamo že tako priložnost, da dobimo spet nove 3 pike. Ni časa za paniko, še zmeraj imamo prednost, samo glave gor in pozitivno naprej. Najlepša hvala, Seč. Gospod Majevski, poraz v Stožicah, dejali ste pred tekmo, nekako moramo biti na 100%, če želimo biti uspešni. Danes, vsaj zdelo se je, na trenutke ni bilo tako, je kriva utrujenost, morda slabši dan vaših varovancev? Ne, nismo bili, to je res. Začeli smo ful počasno. Ne moramo igrati tak nogomet, ne bomo nič pridobili od tega. Ne. Če bomo igrali tako počasno, žoga mora hitro. Mi moramo igrati hitro igro in danes smo igrali, moje mnenje, samo 15 minut, od 30 do 45 minut, tako kako moramo igrati. Če bi igrali na tak način celo tekmo, ni bi bilo problemov. Tako da sami smo izgubili. Utrujenost, ni utrujenost, ne. To je nogometno življenje, ti si imel tekmo četrtek, nedelja, okej. To ni izgovora, danes smo izgubili tekmo. Tudi kar precej, bomo rekli, burno je bilo ob klopeh. Celotno drugi polčas praktično ste igrali brez izključenega Njeta. Kako ste nekako videli vso to dogajanje? Ves čas se je zdelo, da je neka napetost na igrišču tudi zaradi sodniških odločitev. Ja, prej sem sebi govoril, da nikoli ne bom to komentiral. Zdaj znam, kako dogaja tu. Ne moraš tega narediti nič, ne bo nobenih sprememb. Samo tisti stvari, katere dogajajo na igrišču, to ni normalno. V prvem polčasu Nikita gre 1-1 v gol. V celem svetu bo pustili akcijo do konca, on zaključi ali ne zaključi, potem lahko umeša VAR. To je prva. Potem rdeč karton, ok, VAR pogledal, super. Potem situacija druga, številka 91, že imel rdeč karton, zadaj stopi na nogu na svitu. To je čisto drug karton, rdeč. Bom še enkrat vse pogledal. Potem zavlačevanje časa in na koncu dodatek 5 minut. Oprostite, v Angliji to bi bilo 7, 8, 9 ali mogoče več. Sodnik z vsemi pogovarja, razlaga, ampak to mora biti hitrej. Tako da to ni nogometna igra, ni nogometna. To mi hočemo ritem, mi hočemo igrati hitreje, isto mi, ampak to ni bilo nobene veze z nogometno igro. Mislim, da sem rekel sodnikom, zdaj so nove pravile verjetno za njih, da morajo vse delati hitreje. 8 točk ostaja prednost na vrhu lestvice. Kako se na nek način zdaj tudi obnašati s tem? Imate prednost pred tekmeci, ampak verjetno je želja, da se ta prednost čim dlje ohrani takšno, kot je. Ja, seveda pred tekmo smo pogovarjali, zdaj vsaka tekma je pomembna. Tako da zdaj smo izgubili tiste 3 točke tu. Moram zdaj malo odklopiti glavo in v četrtek moram ponoviti 3 točke. Zdaj ni časa za neke razočaranja, razmišljanje, ne. Zdaj sem rekel igralcev, vse v naših rokah in samo moram biti skupaj. Takšni trenutki so težki, ampak to je nogometno življenje. Tako da zdaj samo moram biti vsi skupaj in gremo naprej. Najlepša hvala, Seč. Gospod Arnold, rojstni dan, brava, zaključen zmago. Verjetno takoj bi podpisali, če bi se o tem pogovarjali pred tekmo, ampak zato ste morali odgarati, opraviti vse tako, kot ste si zadali. In res se je zdelo, da je bil danes to tisti pravi, bravo, se strinjate? Ja, sigurno. In potrebno je bilo odgarati. Jaz sem po eni strani sem vesel, da smo zadržali ta minimalen rezultat, to minimalno prednost, a na drugi strani res je bilo ogromno situacij v drugem polčasu, da tekmo zaključimo, predvsem tudi po tem rdečem kartonu. Mogoče smo po rdečem kartonu malo brezglavo ustvarjali preveč pritiska po celem igrišču, Celjani svojo kvaliteto potem ta prazen prostor z lahkoto koristijo. Na koncu smo delovali pa bistveno bolj zrelo, je pa res, da nikakor nismo uspeli tekme zaključiti, ampak tudi to daje ekipi določeno zrelost, ko uspeš z minimalnim rezultatom zmagati, zadržati vse poti do gola, ampak na koncu, ko potegnem črto, tudi v prvem polčasu, razen 15 minut, ker smo bili res preveč pasivni in Celjane pustili okrog naših 20 metrov, smo imeli lepe priložnosti, da bi povišali rezultat in zelo vesel sem danes. Kako zadržati to intenzivnost v igri, ki z vašimi principi je nujna, ko imate roko na srce, precej omejen kader, ne? Danes smo videli, mislim, da vsi niti niso bili zdravi, ki so na klopi, ampak vseeno praktično 90 minut je ista enajsterica zdržala ta tempo. Ja, danes v bistvu v zadnji četrtini ali pa v zadnji četrtini tekme smo pač ugotovili, da igralci zelo dobro delujejo v obranjenju, da razumejo, kaj je tisto ključno. Tudi v protinapadu so imeli še dovolj kisika, če temu tako rečem, in smo se odločili, da ne podremo nečesa, ker tudi Celje je specifičen. Ko enkrat igralci na igrišču začutijo, je včasih menjava lahko tudi, bom rekel, neka napaka v sistemu, in zato se nismo odločili za menjave. Je pa dejstvo, da
da nam je v klubu vedno težje najti nove in nove zamenjave, ker ogromno igralcev odhaja na višji nivo, kar je naše poslanstvo, ampak tudi igralci, ki so bili danes na klopi in so dobili nekaj manj minut, bojo že v naslednji tekmi dobili nekaj več in mogli obdržati to intenzivnost in natančnost. Najlepša hvala, srečno. Hvala lepa.